Meni je že Gospod včeraj dal eno besedo, oziroma ravno to, kar se danes skozi v bistvu prišlo na naša srca, skozi molitvo, da moramo odstraniti vsako umazanijo, vsako smet, ki ni od njega, in njega posvetiti v svojih srcih, da mu čisti pred njim. Tako piše v Psalmu 51, čistite svoje srca. In je rekel, da želi blagosloviti svoje otroke in da bo pretresel, kar je že bilo pretresano, in da bo tako dolgo tresel in stresal, to pomeni stresal naša srca in tiste dejansko, ki ga že pozna. In pravi, da si želi, da spet pridemo vsi do spoznanja resnice. Najprej mi, tisti, ki so zaspali, tisti, ki še ga ne poznajo. In je rekel, vi ste moje posode, posvetite samo mene v svojem srcu. To pomeni, da moramo biti tistih mislih si odpuščati, kar je res pomembno, karkoli se je kadarkoli zgodilo, da prosimo Svetega Duha, če je karkoli, kar ni, kar je bilo zakrito, kar je sovražnik prekril, da nam razkrije, da lahko s čistim srcem odpustimo in slavimo našega Gospoda, ki je kralj nad kralji. In da ne tekmujemo med sabo, ampak tekmujemo tam piše, tekmujte v svojem, med spoštovanjem drug do drugega in pač v ljubezni do Jezusa Kristusa. In ena beseda, ki je pač tu bila, je, da želi blagosloviti svoje otroke in da moramo, to si danes pravila, pogum, bodi pogumen, jaz sem s tabo. Ti si moja hči, ti si moj sin, zavedaj si, da si dejansko otrok najvišjega, vsemogočnega, jaz sem stvaril nebo in zemljo. Pravi, naredi že ta korak, vere, vstopi v svoj klic, stopi tam, kar te kliče in kaj imaš na srcu. Jaz bom s tabo. Bila je beseda, ker takrat pred meseci, ko je bil Alojzij tu, rekel, Gospod je poslal svoj plug, on je zoral zemljo. Da bomo poželi tisto, ki so drugi sejali. Tu kliče nas v današnjem času, da se zbudimo iz tega spanca, otopelosti, nepoguma, sramu, da stopimo, da smo poslušni njemu. Vse dobro, da slišimo njegov glas, da slišimo spoznanje besede. Kaj pa, ko nam reče? Bil je primer, ko smo šli gledati za molitven prostor. Nisem bil pogum. Fant se je ostavil drugi, že v bistvu smo ga srečali z kolesom in je rekel, če imamo ključ. In meni je tako misel prišla, nimamo ključa, lahko pa ti damo Jezusa Kristusa. In pa sem pač se spokoril doma, sem rekel, Bog, ker res nisem bil poslušen. Molim za njega, da se ga ti dotakneš, da mu pošlješ druge delavce, da mu poveli o tebi. Ampak to so mali koraki. V apostolskih delih pravi, apostolska dela 4:29. Meni je še pač malo čudno, ker sem zdaj dejansko vzel to kraški zbor, ali kaj je bil. Pač smo tu, ne, privolci, krašovci. Kraški, to je res kraški. In sedaj, Gospod, poglej na njih pretenje in daj hlapcem svojim, da z vso srčnostjo govori besedo tvojo, s tem, da iztegneš roko svojo na zdravljenje in da se znamenja in čudeža gode po imenu tvojega služabnika, tvojega Jezusa. In ko so odmoknili, se pretrese mesto, ki so v njem bili zbrani, in vsi so se napolnijo Svetega Duha in govorili so besedo Božjo srčno. In to je tisto, kaj Bog pričakuje, da doma imamo tam molitveni oltar, da smo sami z Gospodom in da
danes Barbara ravno ogen. 2 dni nazaj je bil en podcast, ki smo ga gledala in se naj res ženo dotaknil. Ni važno, kaj drugi govorijo, ni važno, kaj drugi delajo. Ni važno, kaj ti drugi tebi pravijo, da delaš ali ne smeš delati, ali kako izgledaš. Ampak važna je beseda, da imamo ogen molitvenega oltarja doma vsaki dan, da se posvetimo v njegovi molitvi in čakamo na njegov odgovor. Včasih čakamo več dni, včasih več tednov, včasih več mesecev. Ko reče, zdaj je čas, takrat moramo iti v akcijo in reči, Gospod, jaz sem tu, porabi mene danes, da hodimo v moči Svetega Duha. Da se trudim zadnje čase, da nič ne delam več s svojo močjo. Včasih izgleda bolj malo, ampak je pa tisto bolj efektivno, ko pa gre. In rečem, ok, ti dokončaj delo, ki sem ga začel. Hvala ti, Gospod, za ta privilegij, da smo lahko tvoji otroci. Hvala ti, da smo tvoje posvečene posode, za ta narod. Da nas ti želiš uporabiti, da hočeš izliti svojo daritev, svojo živo vodo, da teče skozi narod, Gospod, na te narode, na ljudi okoli nas, Gospod. Ti si rekel, kar sem obljubil, to bom izpolnil, da ti nikoli ne zatajiš. In ti si obljubil prenovo, obnovitev tega naroda, Gospod. Da se bo pretreslo, naj se spet strese, Gospod, srca tistih, ki so zaspali, da se zbudijo in sklinejo. Haleluja, Gospod, ti si živ Bog, ti si Gospod, ki ozdravljaš, ti si vedno isti in boš isti ostal, Gospod. Samo po tvojem imenu imamo odpuščanje greha, Gospod, da se ljudje zavedajo, da rabijo odrešenje, da rabijo samo en korak vere. Da ti rečejo, Gospod, pridi v naše srce, pridi v moje srce. Gospod, dotakni se ljudi, Gospod, dotakni se srca te obale, Gospod, cele Slovenije, Gospod, naj sije luč, ti Sveti Duh, pričuj očetovi ljubezni, Gospod, vsakem. Ja, uporabi nas. Hvala ti, v Jezusovem mogočnem imenu. Amen. Haleluja. Haleluja. Slava Jezus. Haleluja. Vse to. Meni se danes ta beseda odprla podobno. Ko je Peter svojemu čolnu ždel, pa celo noč nočujel. Jezus je vedel, kaj bo. Jezus, dokler on ni imel svojega lastnega ulova, dokler on ni dobil svoje lastne žetve, on ni mogel videti tega, kar ima Bog za njega. In en citat pravi v Svetem pismu, gorje hlapcu, kdor postane kralj. Bog noče, da dobimo avtoriteto, ker smo nesigurni. Zato, ker največ, kar smo videli zla. In da vidimo recimo in v politiki, in v tem, kako ljudje handle avtoriteto, kam je bila dana, ali v duhovnih stvareh, ali v cerkvi, je nesiguren voditelj. In zato, ker ponavadi ni šel čez proces tega lastnega prebojenja, lastne žetve, tega, da je ta nesigurnost v njem umrla. Nesiguren človek, ko dobi avtoriteto, rata nevaren. In zato, ker piše, da je bolje, da nekdo vlada svojemu srcu, kot da mesto prebori. In vidimo v Savlovem življenju in Davidovem življenju, takoj, ko sta sprejela avtoriteto, takoj je prišel proroški duh na njih, bili so del Samuelove skupine, prerokvala sta. Vidimo, kako je takoj za vladavino prišlo še maziljenje, duhovniško maziljenje Boga. Samo imamo dva popolnoma različna odziva. Samuel je imel avtoriteto,
imel pa avtoritete, da bi se spravil izpod demonskega vpliva. In takrat je rabil enega navadnega pastirčka, Stode Brenko. In ta pastirček nima avtoritete, ima pa srce za Boga. In tukaj se začne Kain, Abel, boj, ki je bil odvedno. Človek, ki ima avtoriteto, preganja nekoga, ki ga nima. In ne moreš razumeti, zakaj. Zakaj pobrati nekomu, ki že tako nima nič, še tisto, kar ima. Zato, ker ima ta človek v srcu nekaj veliko večjega. Obvlada svoje srce. In Bog hoče, da začnemo vladati v svojem življenju, hoče nam dati, da obvladamo vse, svojo dušo, da obvladamo svojo družino, da obvladamo stvari, ki se mogoče eno drugemu ne zdi pa pusto. Ne, zato ker nočem biti hlapec, ki je postal kralj. Hočem postati kralj za kralja, ki me noben ne vidi. In bolj je vseeno, ali mi bo Bog dal naziljenja, ali mi bo Bog dal avtoriteto, ali kaj mi bo Bog dal. In to mi je zanimivo, kakšno besedo mi je Bog dal za sem. Zato, ker je čas, da se poslovimo od starih načinov, ker vidimo, da so ljudje dobili mandat in ga niso izpolnili. Videli smo, da so dali obljube, v katerih niso znali kaj obhoditi. Vidimo, še en citat mi je prišel, gorje tistim, ki jih vodijo otroci. Ful je simpatično življenje, recimo, z enim otrokom, sem, kad te ta otrok vodi, zadeve niso več simpatične. In mi včasih dajemo avtoriteten oblast, stvarem, ki so nezrele, stvarem, ki niso dokončane. In bolj upamo, da bo Bog to nekako zaflikal in da bo en dan se uredil, ne bo se uredil. To je 3 prašički. Zgodbo 3 prašički. 3 prašički, bratje. Prvi začne zidati hišico. 1, 2, 3, slama, on ima hišo. Pravi, jaz sem frajer, le kaj sem si naredil, haleluja, ful nam gre dober. Pa drugi pravi, jo je tole, ne bo jih najbolj. Zdaj ima boljši material, začne z lesom. Tam kuca, dela, konča, se vseli, super, je kakšno cerko ima, haleluja. Pa je on tretji idiot, ki ima vse cegle, ki se ukvarja s tistimi cegli. Pravi mi pa naredi montažno, mislim. Kaj se matraš s temi cegli? Dokler ne pride volk. Samo sovražnik je test. A nam stvari stojijo. Samo sovražnik. Pridrvele so, plave, šle so nevihte, zapihali so potovi. Tisti, ki gradijo hišo, slamo, ni ostalo kaj dosti. Zakaj gre? Poplave testirajo temelje, vetrovi testirajo strukturo, nalivi testirajo streho. In mi enostavno ne moramo mimo procesa, da ga ima Bog za nas, zato da nas naredi za liderje. Ne moramo mimo tega. In če se slučajno se ti zdi tako, koliko časa bo še to vzelo, kam bo imel 20 let Abraham. Proces je ful bistven. Zato, ker edini test bo nevihta, poplava, vetrovi. In včasih ljudje hočemo zidati, hočemo imeti ljudi, ampak pozabimo na strukturo, pozabimo na kritje, pozabimo na temelje. In potem se točno to, kaj samo molil, na 1000 ljudi se je sprobalilo. In ni bilo nič, nobene hiše, ki bi jih lahko zadržala in zaščitila. Nobenega, ki bi postavil temelje, nobenega, ki bi gradil strukturo, nobenega, ki bi poskrbel za kritje. In se stvari, misliš, da se razgubijo, ampak seme ne umre. Dobra novica je to, da seme ne umre in da si Bog želi graditi hišo. In mi smo večinoma videli hiše, ki recimo zdržijo neko določeno delovanje do Boga, do prvega štuka, pa hočejo ljudje više, pa prije spet nazaj. Zato, ker za ta nivo so se pripravili notranje, za ta nivo so se pripravili, da vladajo in obvladajo svoje srce. Bog ne more dati večje hiše, ker ti nimaš ženot v sebi zgrajene.
Če vidiš, da ima človek neobvladljiv karakter, če vidiš, da je lahko jezen, če vidiš, da ne more komunicirati, če vidiš, da ni zanesljiv, pomisli, da bi na to nezanesljivost obesil eno stolpnico. Ne bo v redu, en potres in bo ful velika ruševina. Tako da je Bog milosten, Bog je milosten. Mi se včasih vprašamo, zakaj nas je tako malo. Bog je milosten. Bog je milosten, zato ker noče žrtvovati ljudi. On je najprej pastir. On noče da pastiri pasejo sebe in da pač obžirajo ljudi. In se mi zdi, da prva stvar, za katero moramo prositi, da nam Bog omehča srce, je zato, da smo pripravljeni delati za Boga na svojo škodo in brez tega, da imamo mi konkretno lastno korist v tem. In kaj se je zgodilo? Petru je Bog dal žetev, Petru je Bog dal izjemen ulov, ga je dobesedno prosperiral. Kaj hotel s tem povedati? Nikoli ti ne bo nič manjkalo. Če imaš ti seme pomanjkanja v umu, boš čez vse, kar delaš čez ljudi, nosil to v njih. In konča tako, da jih začneš most. Zato, ker imaš pomanjkanje. Se pravi, Bog je vsakega, ki je poklical, je zlomil to njegovo neobvladljivost. Zato, da bi bil dober lider. In kaj se je zgodilo? A ni bil Peter tak, ki je rekel na njej Safiri, kaj ste danes upali? Njegovo srce ni bilo srce od Žide. Njegovo srce ni bilo to srce, ki je skozi razmišljalo, no nimamo dovolj, tle bi rabili, tle bi to, tle nimamo to. Ni gledalo čez stvari, čez denar. Zato, ker je imel izkušnjo, da Bog deluje čez ribe. Kako je dobil drug denar, ki ga je rabil? Spet čez ribo. Pač on je imel, pač njega Bog naučil, stari riba, ena ali pa ful. To je to. In on je imel v bistvu vse, kar je potreboval kot človek. Mu je Bog dal preden ga uporabil za druge. Tako da to je, pogledamo Pavla. Bog mu spregovori, 14 let zgine, ne vpraša nobenega, kaj je vedel. Jaz moram zdelati sabo. 14 let ni vprašal nobenega za nasvet. In ko mu Bog porazumeti, je rekel, Pavel je rekel, zdaj pa pet tja, zato da to, kar delaš za evangelij, ne more priti do konsenza, zato da to, kar delaš za evangelij, da ne bo brez veze, ne bo en se suvil to, kar ti zida. Ampak šel je po 14 letih. Sprav, kaj Bog dela v teh 14 letih? Pavla je vrgel iz Pavla. David, vsi poznamo zgodbo. David pomaziljen kralj, kam gre, v tlino in Bog ga pripravlja za kralja. Bog ne rabi idealnih okoliščin za to, da nas pripravi za kraljevanje. Se posmejala ljudem, ki so rekli, da so šli na biblično šolo na Havaje. Se veste, kaj mislim. Mislim, če si otrok in nimaš odgovornosti, ampak Bog otroke ne uči vladati. Otrok bo najbolj, ko Jezus, ste ljubim, ste vam rad, križite rezbice, ful, ampak otrok ne more vladati. Otrok ne more zlu reči ne, otrok nima pravičnosti v sebi, da bi jo vzpostavil. In mi včasih tako ljubimo to svojo otroško z Bogom. Jaz te ljubim, moj očka, v redu, imaš 50 let, grow up. Mislim, veste kaj mislim? Ne moramo uporabljati pomanjševalnice za Boga, zato ker hoče Bog, da zrastemo in začnemo obvladati, da obvladamo stvari. In zato ker nam v bistvu način, mi včasih mislimo, da se ta v bistvu zna voditi ljudi. Če ne vodi svojega srca, ne zna voditi ljudi. In jaz verjamem, da v bistvu ta narod pri nas imel en problem, da ne zna voditi stvari in ne zna vladati, se še vedno obnaša pohlapčevsko, nesigurno v svoji identiteti. In to se je poznalo po cerkvah in to se je poznalo v stvareh, ki smo jih gledali.
In verjamem, da prva stvar, za katero v bistvu Bog hoče, da se spokorimo, je za to. Mislim, jaz ne verjamem preveč v ta skupna spokorjevanja za vse ostale, ampak včasih, ker ljudje včasih samo to počnejo, ampak včasih je pa treba. Treba reči, Bog, pokaži nam utrpelost, pokaži nam nesigurnost, nauči nas vladati. Zato, ker nočemo biti več otroci z besedo, nočemo biti več otroci s pravičnostjo. In piše, ker sem bil otrok, sem razmišljal kot otrok, sem slavil kot otrok, sem molil kot otrok. Ker nisem več otrok, sem opustil to. In to je en izmed stvari, zakaj tudi v bistvu ljudje neprestano potrebujejo mlekati, kot je Pavel rekel. Po času bi mogli biti učitelji, ampak vam moram spet dati nekaj. In Bog je v bistvu na vsaki fazi življenja bil z nami. Ampak hoče nas začeti hraniti na način, da se naučimo kraljevati z njim, da se naučimo avtoritete z njim, da se naučimo oblasti z njim. Zato, ker dokler te tvoja vest obsoja, v bistvu ne moreš služiti Bogu. Sveto pismo pravi, Jezusova kri je očistila mojo vest, da lahko služim Bogu živimo. Mi hodimo v Božjo prisotnost brez občutka krivde in obsodbe. To je religija dela. In piše v Zahariji na stare leta, rekel, Bog nam je dal, da bomo osvobojeni sovražniku, brez strahu, v svetosti služili Bogu vse svoje življenje. In ta v bistvu ena izmed opozicij, ki stoji na naši poti Bogu, je ta neprestana obtožba vesti. Sveto pismo pravi, njihova vest je očiščena, če ne bi oni imeli zavesti greha v stari zavezi, ne bi oni skozi znova delovali. In mi moramo enostavno pustiti, da Jezus očisti našo vest in začeti hoditi s čisto vestjo, brez se obsojati. Zato, ker to pripada Bogu. To ni naša stvar, to ni luksus. To, da se sam sebe skozi obsojam, je luksus, ki si ga ne smemo več privoščiti. Zato, ker je Jezus plačal svojo krvjo. In ker imamo mi občestvo med sabo, nas piše, da nas kri čisti greha. Mi imamo sveto občestvo. Če nas kri čisti greha, kaj se imamo mi za obsojati? Če nas kri čisti greha, kaj se mi imamo za obtoževati? Nas v bistvu ta neprestano obtoževanje, nisem naredil dovolj, nas drži stran od občestva in od tega v bistvu, da smo rodovitni za kraljestvo. In jaz verjamem, da je v bistvu ena trdnava, ki se ji moramo upreti. In meni je enkrat rekel Jezus eno stvar, da se mi nikdar več ne spokoriš v prisotnosti hudiča. Je bil hud. Kaj to pomeni? Hudič pritisne na te z obtožbo. Bog oprosti. Spokorjenje, ki izvira ven iz laži, nikoli ne mora biti sprejeto. In v bistvu tako se nam piše, da nas osvobodi mrtvih del. Kako začnejo katolike bogoslužje? Grešnik sem. Bog, jaz sem grešnik. Ja, super, če si grešnik, razumeš, mislim, ni super. Jezus je plačal za tvoj greh. Tako da se mi zdi, da mora priti naprej, če hočemo začeti hoditi v avtoriteti, se moramo nehati spokorjevati, ko nas hudič obsoja. Spokori se izključno v Božji prisotnosti. To je nekako tako. Savo ti si oče, tvoj otrok nekaj naredi narobe. Ne? In tam ga soseda brca, zato ker ne vem kaj razbil. In on se spokorjuje sosedi. Kaj bo naredil tvoj otrok? Tebi v parteku. Una soseda ga bo mladila forever, če se bo z njo ukvarjal. Tebi v parteku, se boš ti ukvarjal pa sosedo. Če je kaj razbil. In kaj boš rekel? Dej ti bom plačal to, da je mir. Mislim, pustimo od otroka na miru, ne boš se tako odreti. In zadeva je rešena. In mi isto delamo včasih. Nekaj naredimo in pol gremo k sovražniku, ki je hudič. Hudič nima milosti s tabo. Hudič, če mu boš dal kaj, ti bo vzel še več. Ne se več res spokorjevati, ker prije duh obtožbe, ker te ljudje obtožujejo. Jezus se obtožava tih. In reči,
reči samo eno stvar. Spokoril se bom izključno v Božji prisotnosti. In vam povem, 90% našega spokorjevanja sploh ne bo več. Zato, ker Pavel je rekel, jaz se ne obsojam. Zato, ker mi moramo enostavno pobegati iz tega jarma religije. Zato, ker to je ena stvar, ki drži ljudi v nezrelosti. To, da nikdar nisem dovolj dober, ker piše, skozi so se učili, pa nikdar niso stopili v spoznanje. In v bistvu, in to te pol naredi v bistvu otopelo. In začnemo v bistvu, vemo, da je nekaj narobe, pa se začnemo malo umikati od tega. Da nam bi nekdo to izpostavil, zato ker potem bi nas naše srce obsojalo in bolj rada to začaran krog. In potem vzpostavimo svojo religijo, ki ni prinesla popolnosti, noben ga ne bo odrešila. In tukaj smo enkrat že govorili, zakaj mi ne oznanjamo evangelija. A veste zakaj? Zato, ko to bedo našo, nočemo nobenega drugega pripela. Človek, ki ima čudovit odnos z Bogom, ki nima bremena na sebi, da zdaj mora biti on posvečen in zdaj mora narediti to, bo oznanil spontano. Kdo nas je, mi smo dosti tako, Bog ne pričujemo, zakaj ne pričujemo več? Ne pričuješ zato, ker je tvoje krščanstvo bedno. Evo, zato. In to bedo si ti, kot iskren človek, nočeš nobenega drugega. In to ne moramo mi križati. Ni s tabo nič narobe, da ne pričuješ. Stvar je, da imaš breme religije, ki ga Bog hoče skiniti z tvojega ramena, enkrat za vselej in bo pričevanje spontano ven z tebe. Sploh ne bo več tega, a bi ali ne bi, zakaj ne bi, zakaj bi. Zato v bistvu včasih tako se mi obsojamo za napačne stvari. Zato, ker, če pogledamo, smo se spreobrnili, sprejeli smo Svetega Duha, ful smo bili veseli, Jezus nas je blagoslavljal, glupi smo bili ko noč, ful malo besede smo imeli, ampak tisto, kar nam je Bog dal, smo ful razumeli, v tisto smo šli. Kaj se je zgodilo? Kdo nespametni Galati, kaj se vam je zgodilo? Zgodilo se to, da smo si nadeli religiozno breme, ki ga niti mi, niti naši očetje, noben ne more izpolniti. In se mi zdi tako, da to je ena izmed stvari, ki Bog hoče odložiti, da odložimo bremena, da zaupamo Svetemu Duhu, da je naše krščanstvo spet čudovito, lahko krščanstvo, bolj da postanemo malo bebci spet, nespametni, kot je David rekel, jaz se bom še bolj ponižil, jaz bom še bolj slavil Boga, jaz bom izpadel še bolj nespameten, ampak v očeh hlapcev, teh nizkih ljudi, bom pa občudovan. In v bistvu to religija zaničuje iskreno krščanstvo. Religija zaničuje človeka, ki se veseli in pleše. Religija zaničuje, da je Bog dober. Zato, ker če je Bog dober, pa on nima posla. In to nas je oropalo. To nas je oropalo pričevanja. To je oropalo naše cerkve ljudi. Ker je nekaj prišlo, nekdo je prišel, nekaj in ti nadal to breme in zdaj ti v bistvu že celo življenje ne delaš drugega, kot izpolnjuješ to breme in kaj to breme naredi? Nikdar nisi dovolj dober. Nikdar nisi usposobljen. Meni so še na faksu po 5 letih dali diplomo, rekli, zdaj si usposobljena, pa so religiozneži. Mi pa v naših cerkvah, ljudje sedijo 30 let, 5, 10 let, 5 let, ne dobijo nič. Zato, ker nauk o polaganju rok, v temu, da usposabljamo ljudi, je temeljni nauk Svetega pisma. In mi v bistvu v to, mi smo spet pri avtoriteti. Zato, ker če je nekdo nesiguren lider, ne zna niti delegirati avtoritete, niti sproščati stvari, ki mu jih je Bog dal, ki je svitek za druge. In se zgodi, da se mi znajdemo potem v tem krogu, da je treba učiti, da nismo dovolj zreli, da nam še nekaj manjka, da tukaj s tabo nekaj res, kako se reče temu, fatal flow, kot tudi tragedija grških. Fatal flow je, vsaka grška tragedija ima v bistvu junak neko usodno karakterno napako, ki pol zruši vse. In to v bistvu nekaj, kar religiozen duh manipulira z nami
In da nam skozi grozi, jaz nesrečni človek, kdo nas bo rešil telesa tega smrti, ampak Jezus nas je rešil. Jezus nas je rešil. Bog ni sklenil zaveze z nami, sklenil jo je z Jezusom po krvi. Mi nismo dovolj zanesljivi. Nič v nas ni dovolj zanesljivo, da bi lahko izpolnil to besedo. Jezus jo je sklenil v nas, za nas, mi smo bili krščeni, potopljeni v njega, ostali z njim. Nismo mi, v nas ni nič, kar bi lahko kakorkoli izpolnil Božjo voljo. In namesto, da nas to obtožuje, bi nas moglo začeti veseliti. Neko hvalil se bom svojimi slabosti, da se ušotori, šotorišče ne je naredila milost. To se je ušotorila, da je človek hodil, pa da so bili ljudje ozdravljeni. In to ima Bog za nas, zdaj, ne glede na to, koliko časa smo kristjani, nismo kristjani, zato ker je večnost. In Bog enostavno hoče dati svojega duha na nas, da bodo hromi hodili, slepi spregledali, da bodo ubogi dobili ta evangelij, ki ga je imel Peter, ta evangelij, da vse imaš 100 rib ali 1 ribo, oboje priskrbi, da ti ni treba manipulirati v življenju in lagati, zato ker ljudje, kje se najbolj ljudem zalomi pri denarju? Radi imajo Jezusa, vse, ampak enostavno, kar se tiče denarja, začnejo pa manipulirati, zato ker tle pa veš, tle pa nimamo druge možnosti. In tle vidiš, da ljudje niso svobodni. Niso svobodni. Dokler v bistvu ne pride vse na oltar, in dokler v bistvu mi ne predamo vsega Bogu, mi ne bomo nikoli svobodni. In v bistvu, zakaj nas Bog hoče osvoboditi? Zato, da se ne bomo ukvarjali vsako obdobje z istimi stvarmi, ki so nas malo, kako ne rečem, atomski sleva je bil en, to bi štos iz diareje. Grgleden iztira. Ja, pač zmer na istem ovinku. Hudič nima novih for, na istem ovinku. In včasih tudi, tako recimo, zakaj se v bistvu mi pustimo poraziti? Zato, ker ne vemo, kdo smo. Zato, ker včasih, kje se hudič se bo najbolj trudil, da mi pozabimo, kdo smo. Ti si. Tebi se ni treba dokazovati, da si sin. Sin se ne dokazuje, sin je. Ti si moj služabnik, ti si moj apostol. Apostol se ne dokazuje s titulo, on to je. Ti ne rečeš, jaz sem tvoja hči vsak dan. Jaz sem tvoja mama. Dokaži, da si moja mama, dokaži. Števila dokaži, bum! Števila, si dokaži, no batina ti vodara, razumeš? A ja, se verjamem, tako da, zdaj sliši se malo tako na grobo, ampak jaz tako čutim, da moramo to predreti, ne samo za nas, ampak za vse, ki so bili tle. Da enostavno Bog mora v nas zlomiti to, zato da bomo mi to kot kruh zlomili in dali drugim. Ker v bistvu mi vsi smo tle, ki bomo ful radi Boga, ful si želimo prebojenja, je v bistvu stvar, ok, Bog, kaj moramo zlomiti? Kje v bistvu Jezus premagal greh? Kje je premagal? V sebi. Kje bomo mi premagali greh? Sebi. Greha ne premaga to, če 10 ljudem poveš za Jezusa. To bo pač ful njim koristilo. Ampak ti lahko sebe pač še vedno ne zmagaš tega, ne? In Jezus hoče, da imamo to zmago v sebi, da v bistvu, da se, to, ko je Uroš rekel, pač, da ne držimo zase zmage, ki imamo. Ne, da imamo religiozen duty, kako se reče, dolžnost. Mislim, problem je, ker rata krščanstvo dolžnost, in ga začnemo podzavestno sovražiti. In tega si dostakrat ne moramo priznati, tega standarda pač ne moram izpolniti. Ne pričujem, ne moram, ne hodim v čudežih, ne. In potem zato začnejo ljudje spreminjati doktrino, prilagajati Božjo besedo sebi in se zapreti. In v bistvu, kaj hoče Bog, ko srečamo take ljudi, ni jim treba tega vleči iz rok. Ni jim treba, sem skuhim tisto posilo nadnaravnosti, da bo na njih ali bodo vzeli. Tako da nam se ni treba, se mi zdi tudi dosti časa zgubili, ker smo se bockali po nepotrebno.
ker je rekel pač Pavel je rekel, tlete nisi sprejeli, prah, poklič svoj mir nazaj. A ste poklicali svoj mir nazaj od tam, kdo se pač ni hotel sprejeti? A ste pustili tam, pa vas je maltretirali, ne mir še 100 let, nismo sprejeli, zakaj sem se vrgli? Ja, zakaj nisi poklical svojega miru nazaj? Daj poklič ga zdaj, ne? Kam? Gremo celi naprej, ker je rekel, mir te hiši, nas ne sprejmejo, poklič svoj mir nazaj. Mi pa zgubimo spanec, pa jok, pa zlomljeni. Jezus je vse to predvidel. Jezus je predvidel, 10 jih je ozdravljenih, koliko je prišlo, ene pa šlo nazaj. Zdaj pa, kaj naj on s tabo naredi, če jih 10 ozdravljenih, ti se pa pol z 9 eno leto ukvarjaš, zakaj niso prišli nazaj. Kaj naj Jezus s tabo naredi? Bož, da nobenega ne ozdraviš več. Razumete? On te zaščiti pred samim sabo. Mal karikiram, se vem, da se sliši tako, Jezus, ti nisi fe. Ne, on je Bog. On je Bog, ki nam hoče to dati. Hoče nam to dati, da bomo začeli delati z razočaranjem, ki ga prinaša hoja v nadnaravnem, kako je Jezus delal. Se pravi, če bi bil Jezus zadovoljen, da je en prišel nazaj, in če pogledamo, Jezus 10 jih ozdravi, en prije nazaj, a je on kjerkoli rekel o tistih 9? Sam kje pa so? Rekel, samo on je prišel dan in potem je njega izpostavil in njemu dal vrednost in njega uporabil. Mi pa doskrat en nam zdrav, mi pa unih 9 postavimo in potem samo njih govorimo. In pa reče, Bog je Bož da ne dela tega, ki se bo pogubil. Tako da, vidite, kako rabimo mi kraljestvo znotraj sebe, kako rabimo mi to obilico rib, kako rabimo mi v bistvu to, da v bistvu Bog nas blagoslovi grdo, tako grdo, ne znam razložiti. To rabimo. Zato, ker drugače nas bo hoja v veri lahko se suvala, Jezus pa tega noče. Zato, ker mi se bomo na vsakem koraku srečali s farizeji, z nevero, z ljudmi, ki ne bodo ozdravili, z lažmi. Ampak Božja beseda pravi, blagor ti, ko vsi o tebi lažnivo govorijo, vedko? Dajte mi povedati, kdo se počuti blagor? Jaz sem recimo ne. Sem bila zdaj par dni nazaj tako, što to moram dojeti, da je možna. Take laži, jaz sem tako samo lila, jaz mislim, da bom umrla. Tako, toliko blagoslovo, blagor ti. In pa mi je Jezus rekel, veselite se. Meni je vse bolelo, sem samo škripala. Meni je bilo jasno, kako nekdo. Smo si zvoli vse prijeti, veselite se. Ja, pač Božja beseda je vedno pohujšanje našemu naravnemu človeku. In si jezen, včasih si jezen. Ne morem se veseliti, jasno, da se ne moreš. Krščanstvo je nemogoče. Točno to, ne moreš se veseliti, ne moreš tega spustiti, ne moreš tega, o temu govori, ne moreš, stari, ne moreš. Ne moreš, ne bo, ne gre. Razumeš, krščanstvo je nemogoče živeti brez Kristusa, ki je v centru vsega. In v momentu se mi je zdelo, da zdaj pa kar lahko živim. Pa nimam nobenega, nisem mi nekaj razvedel. Kaj nekaj pa pač to, sem videl, pač to bi mi pad od hudiča. Pa to te ustaviti. Pa to te, da se zapreš vase in so zagranjenost in jokaš, kaj so ti vse naredili. In kaj bo pa ostalo? Nič, ne. In zakaj to dobim lih servirano, prej gremo nazaj v Koper, zakaj le? Zato, ker jaz verjamem, da je to tle ukradlo ljudi, ne. Da je to ukradlo ta bolečina, ta duh bolečine, ki v bistvu od Satana, ki ni realna bolečina. Zato, ker Jezus, ki nas je sprejel, ki nas je sprejel in ki smo mi postali v njem, je on ta, ki kasira. Ne prihaja proti tebi. Kam je Savlu kaj rekel? Nekaj proti osnu brcati. Koga je preganjal? Kristjane. Pač piše, da pride včasih, ko vsak, ki te bo preganjal, misli, da dela celo službo Bogu in služ Bogu. Ampak je Jezus rekel, to osebno prišlo proti meni, stari, ti si proti meni brcu. Ampak dajmo mi začeti razumeti, da karkoli je prišlo proti tebi, je prišlo proti Jezusu, nima nič s tabo, nič nima s tabo. Zato, če pogledamo, kdaj prije hudič?
Mi mislimo tako, moramo zvezati hudiča, pa ta hudič to napolno triče, ne, kdaj prije hudič? Hudič pa ne gre napada tistega, ki se je besedo. Hudič prije potem, zato ko hudič ni glup, ki proti osnu ti ne vrcaš, ki nekdo se je besedo, ki Bog dela, hudič ni glup. On prije pa, ne, pol, piše, da ti ukrade besedo, ne razumeš. Prije, te 3 faze delovanja hudiča, mi smo mu dali ful preveč avtoritete, zato ker jo nima. In v bistvu največji problem je tako po tem, ko ti Bog govoril, po tem, ko so se že ful velike stvari zgodile. Takrat moramo paziti, ok, ko hudič bo prišel in kaj bo naredil, ti boš odbil besedo. Zakaj? Zato, ko včasih piše, da smo leni za poslušanje, pa leni za razumevanje. Mi smo bili navajeni hoditi v cerkve, da nam je kdo nekaj serviral, kar mi že vemo, in v bistvu nas je hranil skozi nekim čokolinotom Božje besede. In ko smo včasih, ko prije tako besedo, v katero bi mi mogli malo zagrist, ne, daj mi čokolino. Pravi Bog, ok, dobro, bom pa čokolino, Bog je dober. Jaz sem se naučila ful slabo kuhati, da sem dobila otroke, zato ker oni so jedli sam packarije. In sem se dobesedno mogla naučiti ful packarije delati, ki jih prej nisem. Vse je za voljo otrok. In Bog včasih tudi pač servira tisto svojo brozgico nam da, zato da pač vsaj nekaj pojemo, pa da prinesemo vsaj nekaj sadu. Tako da ne, bo treba zagrist, to se tako ni zeleno jabolko. Ni zeleno jabolko v smislu, da je neužitno, ampak bo treba zagrist v določene principe, bo treba zagrist in reči, ok, Bog, ti si me usposobil. Jaz sem tukaj, zato, ker si želim Boga in jaz lahko v to vstopam. Jaz lahko imam svoje prebojenje, jaz imam lahko svoje ozdravljenje, jaz imam lahko svojo zmago. In v bistvu, veste kaj je največji problem, da rajš verjamemo za mesto, ko zase. Mi verjamemo, da bo Bog cel Koper spreobrnil, da boš pa ti zdrav, pa vesel, pa da bo vse v redu. In tako je konflikt v nas, tako je. Ne, Koper. Lej, Koper si ti. Ti si Koper, ti si Koper. Koper je v tebi. V Abrahamu, v bistvu Abraham, ki je šel, ki se je srečal z Melkizedekom, piše, da je bil Levi v njegovih ledih od desetine. Ti imaš v duhu ljudi, ki jim boš govoril. Zaenkrat so še vsi v tebi, vse, kar je Bog namenil za ljudi, ki so okrog tebe, je znotraj tebe. In piše, iz njegovega osrčja poteko. Mi čakamo tako, zdaj bomo mi žali, bomo molili, se tudi se bo izlil. Iz vašega osrčja, z vaše notranjosti pride, se pravi, iz tvojih led, iz tle, ki je vsa rodovitnost človeška, tle pride vam. In mi imamo vse ljudi, mi imamo vsode, mi imamo noč zapakirano, ozdravljenje ljudi, vse jih imamo. Zato moramo začeti verjeti za tega tipa, za to žensko tle, razumete? Moramo verjeti, začeti, da je vse to Bog pripravil in da to smo. Amen. Tako da v bistvu Bog, tukaj sem, pošli njega, ne. Pošli mene. Pošli mene. In mi včasih tako, mislimo tako, da je Bog pošel, ne vem, mladega pastorja, ki bo ful energijo. Bog ne rabi mladega pastorja. Še 20 let ima dela z njim, no, mislim, se ne da, včasih rabi, mislim, ne me zdaj narobe zdaj. Bog rabi človeka, Bog rabi tebe pa mene, mislim, mlad, star, ne. Včasih je kdo prej mlad, včasih je kdo prej star, nikoli nam ni prav, ne. Bog rabi mlade pastor, jasno, da ne bote sam. Sad tako, da govori, da ne se diskvalificirati zdaj, da v bistvu jaz bom tle molil in pripravil plod za enega drugega, ne gre to tako.
Mislim, jaz sem enkrat mojemu očetu rekla, tako je rekel, kdaj boš ti šlo za vse, rekla, moj šef pošilja v 80 ljudi v službo. In tako je, kaj? Prvo sem se nekaj že služil. Pa sem se. Še dobro leta za začeti job, mislim. Mislim, si rečeš, Bog, pa Elizabeta, pa Zaharija, no. Mislim, se rečeš, Jezus, ti se zmotil. Ne, nisem se zmotil, jaz vem, kaj delam. A veš, vam je Bog rekel, ima ste hišo, v kateri bo prebojenje. Amen. 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 Če boste še 40 let tle, boste pa še 40 let tle, razumeš? Dokler se ne zgodi. Ali pa 50, ne vem, koliko človek živi. Sploh ne vem, koliko človek živi danes. Ne. Sem pa mu pokod ne. Ja, to ne, da izpolni Božjo sodo, ja. In včasih je tako, ne, prije ta čas, ko v bistvu se več ne vidimo v teh obljubah, ampak obljuba je še vedno tam. In prihaja čas izpolnjenja obljub. Prihaja čas, da se bodo obljube izpolnili za nas in naše otroke. Slava Jezus. Ja. Amen, ne? Amen. Ja, malo je bilo trdo to, vem, ampak... Ma ne. Jelej. Ne. Res. Ja, veseli, nisem za nas. Trda je, ne, vem, da je to. Ne mleko. A? Trda je, ne, zdaj je tako. Kaj bomo mi moliti, slava Jezusa? Ne, vladat. Točno to besedo sem cel cel držal, kajte vsak, kdo dobiva mleko, je ne več besedi pravičnosti, ker je dete. Polnim pa se daje močna hrana namreč njim, ki imajo po izkušnji vajene čute, da razločujejo dobro in hudo. Ja. To je ravno to in pač, da se zavedamo, kdo smo v Jezusu. Naša identiteta v njem pride stvar, ne. Jaz sem pravičen, jaz sem posvečen. Ti si posvečen to, amen, mislim, sorry. To mi noben ne bo vzel več. Ja, ki je rekel, pa so jaz pravičen, ste videli. Ni pustil svojega pričevanja. In še Bog mu je rekel, da ima prav. Vsi so ga šimfali, ja, veš? Ja, to je. Tako da dajmo, mislim, jaz sem tako, v bistvu so bili časi, ki sem tako rekla, se mi zdaj tako, rajš bi videla, da mi to nekdo zdaj pove. Ne? Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni, oteženi, jaz bom dal počitek. Bog pravi, jaz delam, moče dela. Je pa pravi, jaz tako, Jezus pa koliko smo mogli pretrpeti, koliko smo imeli celo življenje v poziciji. Ti malo usmiljenja. Pravi ste hoče naučiti vladati, razumeš? Za namenjeno veselje pretrpi to. Vse ni brez plačila. Ker jaz sem v bistvu to, pač Bog, please, zdaj se me usmil malo, da mi to lažbo, da mi počite. Prav ne, čas je zavladati. Čas je zavladati, čas je, da se vladavina Boga razodene. V mestih, v nacijah, v družinah. Haleluja. In nam bo Bog nam je naklonjen. Pa hoče, da prijemo k njemu kot sinovi, ne več kot hlapci. Jaz smo ono delo, ko smo ga delali kot služabniki, smo ga že opravili, rekel, da je dobro. Si že končal tisto službo, si že naredil. Tisto je bilo že dobro. Zdaj pridi kot sin, zato, ker te hočem naučiti vladati. In ti, da znaš, isto je Abraham, zakaj bi zapovedal svojim sinovom, učil jih je v bistvu vladati, rekel, da bodo imeli sovražnikova vrata v oblasti. In Bog v bistvu nas hoče naučiti vladati. In lahko, ne glede na to, kje smo mi v svojem telesu, kje smo na tej časovnici, na začetku, na koncu, vladati je vladati. Vladati in deliti. Zastojn. Ker ste zastojn prejeli. Ja. Hvala Bogu. Slava Bogu.